Živijo in dobrodošli na novem Red Orbit webinarju. Danes se bomo posvetili eni malo bolj specifični temi in to je B2B. B2B namreč v slovenskem BDP-ju predstavlja kar zajetni delež našega BDP-ja nasplošno in velik delež izvoza. In medtem ko na eni strani se v Sloveniji epidemija umirja, živimo spet nazaj, lahko gremo v trgovine in podobne zadeve, bo ta epidemija vsekakor še dolgoročno vplivala na mednarodno poslovanje. Se pravi, ta izvoz B2B in potovanje v tujino in sejmi in konference, ki so bili mogoče ta nosilni elementi marketinške in tržniške strategije za B2B podjetja, so praktično pod velikim vprašanjem in bo se treba temu vsekakor prilagoditi. Zdaj, z nami danes Jaka Kladnik iz Betra, on je izkušen B2B marketingaš, mnogi od vas ga verjetno poznate, v Betru je že kar par let, pred leti si predaval tudi na SMK-ju, v tem, kako ste upeljali v Betr, takrat še marant agilni pristop v marketingu, predtem si delal v agenciji, tako da imaš tudi z druga konca veliko izkušenj, predvsem pa, zakaj sem jaz danes povabil Jaka zraven, je, ker tako kot sem rekel, že več let kot klasično B2B podjetje, softversko podjetje Slovenije, svoje procese selijo in upravljajo preko digitalnih kanalov in so potem kar izjemno uspešni in osredotočeni na izvoz. Tako da, Jaka, pozdravljam, hvala, ker si z nami. Andraž, hvala tebi za povabilo in pozdravljeni vsi poslušalci oziroma gledalci, oziroma kako se zdaj reče tisti, ki so na webinarju dejansko prisotni. Ja, poslušalci, gledalci. Poslušalci, ok. Vsem pozdrav. Tako kot ponavadi, na desni strani imate chat, prosim sprašujte čim več vprašanj, zato ker danes smo tukaj za vas, zato da vam odgovarjamo na vprašanje, na čim več raznolikih vprašanj in vam pomagamo, da čim lažje izidite iz te trenutne situacije krize oziroma da izkoristite vse priložnosti, ki jih zdaj ta nova realnost ponuja. Zdaj pa za začetek eno vprašanje z moje strani, Jaka. V B2C-ju in podobno tudi v B2B-ju opažamo ogromne spremembe v vedenju potrošnikov. Kakšne spremembe ste vi opazili pri vas v Betru? Zdaj, v bistvu, definitivno se zgoduje en tak vakuum, en zamik. Se pravi, vse, kar smo do zdaj počeli, oziroma aktivnosti, ki so nekako se dogajale, so se nam ustavile. Zdaj, zato da bojo pač gledalci lažje razumeli, kaj mi počnemo. Mi smo v bistvu softversko podjetje, ki pomaga bolnicam dejansko vzpostaviti neko digitalizacijo. Se pravi, mi smo bili v panogi, ki je bila, mi smo v panogi, ki je trenutno bila najbolj obremenjena z naslova, se pravi, celotne pandemije in vsega ostalega. Tako da, tukaj smo imeli kar velik izziv. Ta ključni izziv je predvsem ta, da smo v strankah v bistvu seveda vsak je mislil, da bi zdaj nam naša panoga mogla rasti. Moramo kar povedati, da mi smo v bistvu vsi začutili ta vakuum, ker pač enostavno so se naši vsi usmerili logično v to, da so pomagali ljudem. Zdaj, da lažje še predstavim malo Better, mi v bistvu 15% letnega prometa naredimo v Sloveniji, vse ostalo naredimo zunaj, se pravi, naši ključni market oziroma trg je dejansko je Anglija, potem je Rusija, skandinavske države, Nemčija, Francija, Filipini in tako naprej, tako da smo res po celem svetu. In poanta je bila ta, da se je dejansko videlo, ko smo mi s prodajo našo govorili, smo ugotovili, da dejansko ne moramo zdaj nikakor prebiti čez. Ni nekega, tudi iz naslova čustvene inteligence je bilo problematično zdaj prijeti pa reči, zdaj bi pa mi nekaj ful prodajali, tako da je v bistvu naš koncept bil popolnoma drugačen, mi smo našo storitev dali zastonj, dejansko je ponudili v bistvu vsem bolnicam, ponudili ves naš support, se pravi tudi communityju, da smo sestavili tako imenovane arhetipe in modele, na katerih se v bistvu te stvari shranjujejo in dejansko jim to ponudili širnemu svetu for free. In rekli, lejte, tukaj je naša ekspertiza, naše znanje, uporabite ga, če le gre, tukaj imate vse zastonj, samo enostavno, da to krizo prebrodimo skupaj. Zdaj, ko pa gledam, kar izvoli. Eno vprašanje, ki si rekel, vse si zastonj dal. To je kar mogoče en ta klasični model, ki se je pojavil v času tele epidemije, pandemije po svetu. Na digitalu je vse ratalo zastonj. Od storitev, kot ste jih vi ponudili, do tega, da so vsi spletni velikani ponudili svoje servise zastonj, še Pornhub je dal zastonj, mislim, da mesečni subscription. Na drugi strani vsi delamo eno, produciramo webinarje in podobne vsebine. Ampak na dolgi rok to verjetno, po mojem mnenju, ni nekako zdržno.
Ja, mislim, zdaj, realnost je treba razumeti, se pravi, vsi, ki delamo v poslu, vemo, da there's no such thing as free lunch. Ne? Se pravi, mi dajemo zastonj, ampak v bistvu v zameno smo na koncu pričakovali in pričakujemo od naših caseov, da jih pač lahko predstavimo po svetu. Ne? Mi tudi delamo proof, se pravi, naše tehnologije, da je pač možnost z njo agilno delovati in delati in moram ti povedati, da v bistvu smo uspeli recimo v Angliji narediti enih interacij, se pravi, sami zdravniki in IT-ovci so se skupaj združili z uporabo naše low-code platforme in so v bistvu naredili po več 100 iteracij na formah. Zdaj, da ti, vse bom mogoče šel pol in depth, ampak mogoče zdaj moment, kar se dogaja trenutno je bila disrupcija prvič papirja, pa drugič pač odnosov med nami. Ne. Spravi, COVID je prinesel to, da vse, kar je zdaj papir, je v bistvu prenašalec, se pravi prenašalec potencialno bacilo in tako naprej. In druga stvar, ki se je zgodila, je ta, da pač enostavno odnosi niso več takšni, kot jih poznamo. Ne. Se pravi, če gremo 2 koraka nazaj, pomeni, da je prodaja, če je bilo prej težko prodajati za te, ker nisi imel lokalne prisotnosti ali kakorkoli že, je v bistvu bila prodaja za vse zdaj enako izhodišče. Vsi niso imeli lokalno, ni bilo važno, si imel lokalno prisotnost ali ne, pač enostavno, če si bil v stiku s stranko, si lahko bil v Novi Zelandiji, Avstraliji ali pa v Sloveniji, pač je bilo enako, pač je bilo pomembno, kako si do nje pristopil. To je bil prvi del. Ne. Drugo, kar je pa bila disrupcija papirja, ne, to se pa vidi, se pravi, v bolnicah je veliko papirja. Ne? In zdaj, če si predstavljaš, da je papirna forma, kjer ti obrazec, v katerega opišeš, ali nekdo ima COVID ali nima COVID, predtem si mu vzel bris, ta obrazec si prejel dal drugemu, je ta obrazec lahko kontaminiran. Iz tega naslova je digitalnost pač enostavno prišla zelo prav. Zdaj, če bi mi kot IT firma stopili vmes, da bi ta obrazec z njimi usklajevali, ni šans, da bi v tako hitrem času odreagirali. Tako da mi imamo vrhunski produkt, tako imenovano low-code oziroma no-code platformo, kjer so vse drag and dropa, enostavno smo omogočili IT bolnicam in zdravnikom, da so skupaj prvič sedli in skupaj naredili forme. In so v roku 5 do 7 dni, recimo do 10 dni v Angliji, naredili več kot 100 iteracij na eno formo in dejansko dali live. In je to omogočilo njim neko digitalizacijo. To za nas, mi smo to dali for free, zato ker vemo, da v bistvu v zadnji biznis model je ta, da bomo s tem caseom v bistvu dodali potrditve, da to, kar govorimo, je pač realnost in je dejansko konkurenčna prednost in dejansko stvar, ki funkcionira. Zdaj, v ozadju teh vse veliko je ponudnikov low-code platform, naša ključna prednost je ta, da mi podatke centraliziramo in uredimo na pravilen in segmentiran način za klinike, da se lahko kasneje uporabijo in tako naprej. Ampak to je že bolj tehničistična razlaga. No, prva točka mi je bila super zanimiva. Se pravi, druga točka je res bolj povezana in super ste se odzvali z te low-code rečemo umestnim členom. Prva točka se mi zdi pa zanimiva za praktično vse, mogoče ni ne samo za B2B, čeprav smo danes na B2B-ju, ampak za vse, ki eksport delamo. Ker v preteklosti je bila ta omejitev, da nisi lokalno prisoten, se pravi, če sem jaz kot firma hotel v Angliji prodajati, sem imel jaz velik minus, ker nisem lokalno prisoten proti vsem angleškim agencijam, podobno pri vas. Zdaj ti praviš, da smo tukaj izenačeni, se pravi, z drugimi besedami, ena velika priložnost obstaja za eksport. A sem prav razumel? Mislim, deva pogledati realno. Ne? Če je bilo prej pomembno, da si lahko šel čim hitreje za nas v Angliji. Mi smo odprli predstavljamo, mi imamo svojo pisarno v Angliji. Mi smo letos se better odprli svojo pisarno v Angliji, zaradi tega, da imamo ta prisotnost na trgu, ki je bolj proaktivna in vse ostalo, ker prej smo bili povezani z leti in je bilo to razumljivo. Ampak naš predstavnik v Angliji je pač prvič vrhunski prodajalci, ne res kvalitetnejših ljudi, ki smo jih lahko na marketu dobili. In druga stvar, ki je on je sedel z nami doma. Ne? A še on je bil tudi na Teamsih. Ne? Zdaj, kakšna je razlika med tem, razen v tem, da je mogoče naša angleščina malo bolj balkanska kot njegova, ne? Ampak overall, ne, še zmeri, to zdaj mogoče posplošeno slišati, še zmeri oni hočejo Angleža, od Angleža lažje kupijo kot Slovenca in tako naprej, to jim daje neko sigurnost, zaprtost notranje ekonomije in tako naprej, ampak realno gledano je bilo, izhodišče je bilo do vseh enako, se pravi, noben ni mogel nobenega peljati na kosilo, na večerjo, ni nič. Se pravi, vsi smo imeli iste predpozicije, samo stvar je bilo temu, jaz mislim, da zmagala je empatija pa čustvena inteligenca. Se pravi, če je prodaja zlistala industrije, ki so bile najbolj prizadete, in si dejansko naredila svoj, ne samo pipeline obstoječih strank in potem rekla, ok, lej, te, ki so najbolj prizadete, te bomo poklicali in vprašali, kje vam lahko pomagamo. Te, ki pa vidimo, da lahko rastejo, kje pa tukaj mi lahko zraven pridemo pa pomagati. Spet, če bi že ta del bil, se mi zdi, da tukaj je bilo neprimerno, se pravi, assessment tega je bil neprimerno lahko boljši položaj za vsako podjetje, da je potem vedelo, kam usmeriti svoje sile, kje pa v bistvu samo počakati, pa v bistvu poslušati in pomagati prebroditi krizo.
Pa še nekaj zadnje analize kaže, pa me zanima, če ti ali pa vi isto opažate. Se pravi, prodajni cikli se niso prekinili, pač tako, zdaj pa nam šlo v to, ampak so se zelo počasnili in podaljšali. Se pravi, tipično, vsaj kolikor gledamo mi iskanje na Google, so sicer upadla za 30%, z B2B-om, ampak predvsem na drugi strani se pa ljudje še več informirajo. Ali je zdaj čas, da nehamo oglaševati, zaradi tega, ker si tako rekel, pač pustimo health, ali pa tudi health je v enem lockdownu v smislu, ali ne? Mislim, to, da se 30% zmanjšalo, se pravi iskanje na Google je normalno zaradi kompletnega lockdowna. To moraš vedeti, da pač enostavno večina ljudi, zdaj tukaj je stvar seveda mindseta, tukaj zdaj jaz zelo drugačen mindset gojim, se pravi moj zelo agilen in zelo growth orientiran, se pravi zame je bilo, ko pomislim na to, da je 30% manj, jaz pomislim samo ena stvar, 70% še zmeri išče. Tako, tam je bazen, tam je treba oglaševati, tam je treba biti prisoten. Zdaj, druga stvar, ki jo pa imamo, je pa sigurno ta, da, kaj se je zgodilo, če opažaš, ful je ratalo lokalno pomembno. Ful smo ugotovili, da so lokalne stvari ratale pomembne. Kaj recimo za tisto, ki izvažamo, sicer je nam mal lahko gre v navzkriž tistim, kar sem prej govoril, ampak lokalno gledano so pa ljudje iskali lokalnih ponudnikov čim več in so se hoteli na lokalno zapreti za tega, da ima nekoga bližje, da se počutijo varnejše mogoče. In zdaj, če smo kot lokalni lahko, in to je bila priložnost, se pravi, naredili resen, se pravi, preskok in dober experience in vse ostalo, smo lahko tudi lokalno zrasli. In se pravi, ta del, jaz mislim, da tukaj zelo se malo pretočil, nekje se pa popolnoma ostalo. Res obstajajo panoge, ki so dejansko zdaj v resnični krizi in bo treba resnično fejst pomagati. Ampak, ko govorijo pa o oglaševanju, jaz na oglaševanju gledam kot na higienik. Spet to ni več, a bom zdaj dal, ne bom zdaj dal. To je tako, to je higienik. In to je, če mene vprašaš, celotno to obdobje je bil ful dober stres test za vse digitalne strategije. In zdaj se je videlo, unika vodstveno razumejo, kaj pomeni digital in unike so rekli, to je kanal, ker so vsi tam, pa moramo biti tam prisotni. Svoje unike vejo, oni so iterirali, oni so delali zdaj, testirali, preizkušali, dali več, dali manj, manjše zneske v kampanje, potem porinili več denarja, to resnično testirali in delali na agilen in growth način. Tisti, ki so pa dejansko to imeli kot neki, pač, tu smo, dajmo te ključne besede imeti noter, so pa znali to ugasniti, zato ker so pač prvi pomislek je bil, dajmo zaščititi našo igro, se pravi, dajmo prešparati denar. Ta del je v bistvu zelo močen stres test. Jaz tukaj vedno rečem, če ste v tej grupi growth, super, samo nadaljujte svoje delo in testirajte. Če ste v tej grupi, ker se je zgodil ta zastoj, jaz potem predlagam, najte si pomoč, najte si agencijo, najte si pomoč nekoga, ki bo pomagal vam z vodstvom predstaviti, da pač to je bil stres test, na katerem ste padli. Če recimo gleda, to je B2B, pa B2C, če gledamo, je čisto preprosto. Še sem, recimo, osnovne potrebščine, v prvih tednih, se pravi, same krize, so bile določene osnovne potrebščine, si jih hitreje dobil, če si jih naročil na Amazonu, kot v Sloveniji. In to je tako, in ta zadeva je v bistvu nam jasno dala, vsem, kar delamo v digitalu, jaz sem v digitalu leta 2001 in jaz spremljam to res by the book skozi, in jaz se ugotavljam, da v bistvu večina tiste online shopi, ki so bili skozi online shopi, tisti so šli zdaj skyrocketing in tisti mi treba razlagati, to je bilo njihovo tako, res najboljše med na tisti, ki so imeli pa logistiko, neke stvari tako pač narejene za usput, tisti so pa padli. In to, mislim, to sva že z Ksenijo govorila, mislim, da konec aprila na enem webinarju o digitalni transformaciji, ampak iste ugotovitve si ti povedal. Se pravi, tisti, ki so čez en nivo digitalizacije bili, pa če govorijo zdaj v B2C ali B2B, so eksplodirali, so šli the best gor, tisti, ki so lepo v tem nivoju, so imeli velike težave in večinoma jim je posel upadel. Ampak, če greva zdaj nazaj na B2B, mogoče pa mi dva se poznava že kar nekaj časa, vem, kaj delaš ti na Betru, vem, kaj vi delate na splošno tako. Zdi se mi, da ste za Slovenijo en lep primer, kako lahko slovenska firma, res, da ste bili že v preteklosti bolj usmerjeni na eksport, ampak kako lahko slovenska firma iz majhne Slovenije gre na globalni trg, kot si rekel, vi ste tipični izvoznik, 85% izvozite, oziroma prodaje, oziroma prihodkov iz tujine. Kako ste vi gledali to, se pravi, tako kot sem v uvodu povedal, v B2B-ju
tipično za Slovenijo je, ali pa tipično za B2B je, gremo na sejme, gremo na prodajne sestanke, gremo na konference, tam se rokujemo, gremo se objemati na 3 večerje. This worked in the past, to ne smemo reči, to je delovalo. Jaz imam izziv, že v preteklosti sem imel izziv z tem koncem ali pa tem modelom, je super personaliziran, kar je absolutno the best. Problem je ni skalabilen, in drugi problem je drag je. To, da jaz v Angliji grem na 3 večerje in poslovna pot gor je precej drago. In tretji mogoče, kaj bo malo teb, po moje na kožo pisan tale, je težko testiraš. Zaradi tega, ker pač pri večerjih nimaš nekih signalov, metrika bi lahko recimo objektivno jih ocenjeval. Ampak, če gre nazaj, vsega tega ne bo več. Praktično poti v tujino so nemogoče. Kako, vi ste v preteklosti že to naredili, pred COVID-om, pa me zanima, kako vse to nadomestiti, vse te poti preko spleta, kako ta sales proces, klasični sales proces predstaviti na digitalno okolje? Mislim, mi delamo v zelo tradicionalni panogi. Izredno, se pravi, healthcare je izredno tradicionalna panoga, pri nas je določene buyer person resnično težko, to moram povedati, mi imamo, pri nas je lahko v neki bolnici, je lahko en zdravnik, ki ni šef bolnice, ni chief informational officer ali pa chief clinical informational officer ali pa karkoli že, je lahko odločevalec. En zdravnik je dovolj močen reči, smo tega poln kufer, enostavno mi hočemo nov zdravstven sistem in jaz tega človeka ne morem zadeti. Se pravi, meni ne obstaja matrika, da bi jaz prišel pa rekel, tega bom zdaj zadev. Včasih je šef medicinske osebe, se pravi medicinski osebe, chief nurse officer, recimo v Angliji, tako močen, da pač je on odločevalec. In vsi razumejo, ker pač enostavno on razume, je teh sebi in tako naprej. Tako da mi smo vedno imeli ta izziv, kako te ljudi sploh dobiti, kako jih skanalizirati čez sebe. In dejstvo je, to, kar si rekel, se pravi resnica, mi smo, naša prodaja in naše vodstvo so se lahko velikokrat zgodilo, da so se srečevali na letališčih, se pravi ne druge kot na letališčih. Kar pomeni, da tukaj noter smo imeli vedno neke take izzive, kako zdaj to speljati, na kakšen način, zdaj, ko se bo lockdown zgodil, kaj. Mi smo se o tem zelo pogovarjali, pa nas to je ipak šlo čez neko zdravstveno sfero in to smo mi adresali, mi smo se o tem pogovarjali, smo govorili, zdaj se bo to zgodilo, zdaj se bo to, kaj bomo mi naredili. Tako da smo imeli nek sestavljen, nek okviren contingency plan in smo v njemu tudi razmišljali. Zdaj, v digitalu kot takem je tako, ti vse te stvari lahko rešuje zelo z vsebino. Se pravi, če content resnično daš gor in če res si potem vesten in greš pokrivati celotne prodajne procese, vse težave in tegobe, ki jih lahko nastane v tem primeru, potem v takem primeru ti v bistvu lahko, dajmo temu reči, zajameš večji del tega in si lahko pomaga. Zdaj, druga stvar, ki je tudi ta, da pač enostavno se moraš prilagoditi. Ko pride do takega lockdowna, smo se mogli prilagoditi, smo mogli ugotoviti. Mi smo v prvotno razmišljali, ko si omenil sejme, mi smo razmišljali, da bi imeli svojo konferenco. In meni je bila inspiracija prav tvoj korak. Ti si imel in Orbit in si v bistvu v enem tednu switchnil dejansko na digital. In to je bilo meni tako, inspiracija totalna. In tako res kapo dol za ta stvar. Ker je bila prvič, noben tega ni poznal tehnologije, kako to speljati, kaj bomo naredili, če nam padejo. Vsi smo se na koncu mogli prilagoditi in je izpadlo super. In jaz sem takrat takoj rekel, mi moramo isto. Zdaj trenutno bojo vsi skočili z webinarji. V Angliji je porast ogleda webinar razrasel za 400%. In zdaj je bilo moje vprašanje, mi smo ful tuhtali na to, a mi gremo isto na webinarje, se pravi, se zgubimo v nekem sandboxu webinarjev in je stvar taka, ali bomo tam ali ne bomo, ali gremo kar na konferenco. In smo resno razmišljali o konferenci, ampak se pa nismo znali uskladiti zelo hitro o vsebini. Eni smo imeli pogled na to, da bi mogle biti vsebine bolj mehke za zdravnike in tako naprej, eni, da bi mogle biti tudi tehnicistične, smo pa rekli neč pozadno. In kaj smo naredili, pa smo v bistvu rekli, v roku 10 dni je bilo to, te iteracije so šle čez zelo hiter, smo v bistvu rekli, mi smo zdaj fokusirali na to, da strankam pomagamo, na drugi strani zdaj, ker pa njih se dogaja vojna in zdaj tu se ne gremo nežati kot samo, mi smo njihova podaljšana roka, mi moramo njim pomagati. In tako nam je uspelo, recimo Italija, v Cagliariju imamo, se pravi, je naša tehnologija uporabljena za to, Moskva je uporabljala to v več kot 500 zdravstvenih domovih po 100 bolnicah, se pravi Rusija, Filipini več kot 100 klinik, Nemčija je, se pravi, grost enih zelo prestižnih univerzitetnih klinik, uporablja našo tehnologijo tudi za COVID, potem imamo Anglijo. Skratka, mi smo se fokusirali v neki fazi, ko smo rekli, gremo z vsemi ostalimi v val, pa tudi mi zdaj webinarje pa vse ostalo, smo rekli, ne, mi gremo zdaj pokazati, da tehnologija deluje in bomo potem v tem drugem valu povedali, kaj se z našo tehnologijo v najbolj kriznih časih dalo narediti. Zdaj, to je naš gamble, mi smo zdaj tukaj se tako odločili,
Vemo pa, da bi pač v takratnem času, če bi šli z enako z webinarji kot vsi ostali, pač se zgubili nekje v nekem sandboxu webinarjev, treba je gledati, kdo ima kdaj kateri webinar takrat, je podobna tema ali ni podobna tema. Skratka, to je potem ogromno research in smo potem rekli, ne, le fokus v to. In zdaj, če čisto odkrito povem, le v mesecu pa pol so te casey, ki sem ti jih zdaj naštel, se pravi, iz strani našega support tima, nuden support in vse ostalo. Na drugi strani smo 3 use case uspeli dejansko evidentirati in jih posnet, ker mi smo zdaj v bistvu ugotovili, da nam je video ključna, se pravi, content oblika. Ugotovili smo že prej, smo vedeli, da ja, pa smo se tega izogibali, pa smo rekli, ok, bomo i webinarje, pa malo bloge, pa tako naprej, ampak zdaj smo ugotovili, da je ta screen grab, to je v IT-u zelo lahko, screen grab / pogovor z nekom 1-na-1, najboljša oblika, kratek video s podnapisi in v bistvu prek social media naprej. Tako da smo v trenutni fazi našega prilagajanja teh sejmov, vse te stvari in aktivnosti, ki so se dogajale, se v bistvu prepustili temu, kar so stranke same tweetale v nas. Zdaj naslednji teden pa ravno štartamo svojo spletno stranjo, ker bomo povedali, lej, v tem času mi nismo bili tiho, ampak smo vse to naredili in pogledajte, kaj je možno in bomo s tem probali stvari zapeljati. Ampak v preteklosti, že lansko leto, ko so govorila midva, vem, da ste na Betru bili uporabljali digitalne kanale in digitalno tehnologijo za to, da ste podpirali ali celo vodili marketinške in sales procese. Ja. Lahko kaj več o tem poveš? Ja. Mi smo v bistvu zelo pač smo, enako kot sem prej omenil, se pravi, mi smo si vzeli za support agencijo, ki nam je enostavno takrat prišla naproti in smo skupaj sestavili v bistvu, ker eno stvar, ki je treba, zakaj je agencija tudi zelo primerna, to bom pač povedal, pa ne za te, ker ti delaš, ampak ker res to dejansko mislim. V marketing oddelku vodstvo in vsi ostali in prodaja, prej začnejo marketing oddelek pač razumevati kot neko res napredno tajništvo. To je nekaj, kar res govori že 10 let. Se pravi, to je napredno tajništvo, da popravim un PowerPoint, pa da zmenim se z nekom za neke Google AdWords pa tako naprej. In to prodaja zelo rada tudi naredi, in zato je ta razlika med prodajo pa med marketingom zelo velika. Se pravi, to se vedno bolj manjša, v resnih agilnih firmah sta ta dva oddelka zdaj že speta skupaj in v bistvu gre za en oddelek, ampak nekje v klasični organizaciji to še vedno dva različna oddelka. In zdaj, kaj se dogaja, bo to, da pač mi smo v teh procesih najeli agencijo, zato da je agencija, da smo imeli source power še zunanjih ljudi, ki so povedali, da je to stvar, ki jo treba narediti. In zdaj smo dosegli ta mind shift, predvsem v tem, da so ljudje razumeli, da je pač content nujno potreben, da so webinari potrebni in vse ostalo. In potem smo seveda z dobrim automation sistemom v zadnji naredili celotno, se pravi, imamo en proces nakupa enega softverja v bistvu v kompletu razdelan v webinarjih in v bistvu smo tukaj zajeli ljudi in imamo pač, glede na to, da naši softverji stanejo več 100,000 evrov, so pač enostavno imamo zabeležene se pravi rezultate, ki so prišli direktno samo digital in so se potem v offline zaključili. No, se mogoče to moje naslednje vprašanje. Odkrito, prosim. Ali misliš, da se da zgolj preko digitalnih kanalov, pa pustimo, zadnji korak salesa mora biti po mojem fizičnem telefonu, ampak do sales leada, do kvalificiranega, kako se v tem še reče, prodajnega kontakta, pride zgolj preko digitalnih kanalov? Ja, jaz sem v to prepričan. Jaz sem prepričan, da se pač da, ampak mora cela firma za to dihati. To ni samo, veš, to niso oni 3 ljudje v marketingu, ki jim potem priješ pa rečeš, da ti napiši vsebino. Ker jaz bom napisal vsebino ali pa bom povedal webinar, ki bo zelo plitek, kar se znanja tiče. Ti rabiš engagement, veš, to je stvar vseh ljudi, vsi so ambasadori. Veš, to, kar, če gremo samo na primer naprej, veš, to je tisto, ko greš na LinkedIn, pa vidiš chief, ne vem, svojega ključnega programerja, ki ima sliko iz poroke. Veš, ker on smatra LinkedIn, tam sem odprl, pa karkoli že. Jaz pa hočem od njega, da on da sliko svoje professional gor in da on komunicira s programerji iz drugih firm, ker on tudi lahko odpre lide in on je moj dejansko distribucijski kanal do programerjev iz healthcarea. Se pravi, to mora vsak začutiti kot svoje. Skratka, v takem primeru to definitivno digital tak digital bo povozil. Kako pa to dosežeš, ker točno to, kar si prej rekel, tradicionalni B2B je marketing mogoče sploh ne obstaja, bodimo iskreni, če obstaja, smo srečni in če obstaja, je v večini primerov ločeno od prodaje in prodaja je una z zastavcem in nasilno in vse, marketing je pa tajništvo. Tako. To je, let's be honest, realnost v B2B. Kako te tradicionalne, rečemo, silose ali pa tradicionalne pristope razbiti in pripeljati do tega, da bo cela firma, tudi vodstvo razumelo in dejansko ali pa podpiralo na en ali drugačen način ta, rečemo, bolj digitalni pristop. Zdaj,
to je moj največji pain. Jaz imam tudi pri nas ta pain, mi smo zelo napredni. Da povem od začetka, se pravi, 4 leta nazaj, ko sem se jaz pridružil Betru, sva z iteracijo z našim direktorjem v bistvu prišla tega, da on napisal 4 bloge. Okay? In on, ko je napisal te 4 bloge, to je bil series njegovih blogov, ker je on razdelal vizijo, kako mora izgledati zdravstvo na svetu. Kako bo future-proof zdravstvo izgledalo na svetu. In njegova mreža je zelo močna, se pravi, on je res veliko na networkingu delal in še zmeraj dela in je v bistvu s temi blogi on se povzpel med temu, da je sigurno med nekimi 150 do 200 influencerji na svetu, kar se healthcare IT tiče sigurno. Njegov range je res neverjetno močen. Ampak kaj se nam je zgodilo takrat? On je napisal te bloge, usporedno je zelo veliko delo z Gartnerjem in kaj se nam je zgodilo, ta content kompleten. 7 ni prinesel ključne prodaje, ampak v naslednjih 2 do 3 letih prinesel, da on je po 16 do 17 konferenc, na katerih je predstavljal to zadevo. Prav predstavljal je kompletno, se pravi, ta postmoderni HR in vse ostalo. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da dejansko je to večalo naš awareness. In to smo mi potem podpirali naprej. Zdaj, IT je tukaj zelo počasen, to je zelo počasi, plus mi prodajamo platformo, ki je najtežje prodati. Najlažje prodati aplikacijo on top, kateri reši nek problem, najtežje zamenjati, se pravi, foundation, na katerem to temelji, zato imamo težek posel. Ampak jaz imam stalno borbo, jaz z našimi sodelavci, z mojimi sodelavci imam stalne borbe. Mi se stalno, ko se rečem, ne treba narediti webinar, vsak reče, stari, to je ful veliko dela, nočem. Kaj če bi napisal en blog, kaj če bi najeli unga copywriterja, da on napiše blog v našem imenu. Zdaj, jaz tukaj rečem, da to je odgovornost na marketingu. Jaz sem v tem primeru zgubil, si bom sposodil izraz od našega HR-ovca, ki ima tako zelo dober, jaz sem zgubil zelo veliko življenj ali pa karma točk, zato ker nisem dovolil, da copywriteri pišejo v našem imenu. Tudi zamudili smo z nekim timingom, smo bolj počasni v nekaj stvari, ampak jaz ne dovoljujem, da copywriteri pišejo. Zakaj? Zato, ker ravno v tem je catch, ravno v tem je razumevanje naših ključnih ljudi, da oni napišejo blog, da se oni izpostavljajo, da oni razumejo, ker ko bodo oni padli v ta flow, in če jih 5 pade v ta flow, potem je generacija leadov poezija. Če smo pa vsakič odvisni od agencije, bodimo realni, agencija lahko pomaga pri tem, da vzpostavi sistem in vse ostalo. Agencija ne more pisati kontenta, zato ker naši programeri, naši product development manageri, se pravi naši project manageri, oziroma product manageri, so ljudje, ki znajo, oni se z zdravnikom lahko pogovarjajo 7-10 ur na večerji o njegovem procesu. On točno ve, recimo naš Roko, ki dela za medication management, on točno ve vse njihove scenarije, zdravil, kateri so problematični, vse ostane se z njimi lahko pogovarjati tako stvari, kot da je zdravnik. Zakaj se ne bi njegovega znanja, zakaj bi jaz mogel pisati o teh stvarih in se jaz to učiti, če imam njega? Jaz moram njemu pomagati te stvari speljati. In zdaj se pravi, jaz sem se vedno v teh 4 letih tudi na Betru, kadar prije od te faze, jaz sem si dal samo eno stvar v glavo in to je to, nisi tukaj zato, da si ljudem všeč, ti si tukaj zato, da opraviš svoj job. In tvoj job je, da pač enostavno ti to stvar zdigitaliziraš in greš naprej. In to je moja mantra, katero jaz potem porivam naprej. Tako da je full, dajmo reči tako, je težko, ta stvar je najtežja, ki jo lahko, se pravi, za vzpostaviti, da znotraj vzpostaviš nek svoj content. Mi smo to reševali z nekimi korporativnimi uredništvi, se pravi, še iščemo model, na kakšen način, ampak primarno, da to zaposleni, paradni konji v zaposlenih, se pravi, postanejo mediji do določenega vira ljudi in preko njega to balansirati. Ker da ti sam povem še en primer, sorry, ampak recimo naš software kupuje klinični farmacevt. Okay? Da vas spustim samo v feeling kliničnega. To je človek, ki presedi 8 ur delovnika svojega v kleti bolnice, brez oken, kjer je hladilnica, kjer je polno zdravil in poleg vsega znanja, ki ga mora vedeti o farmaciji in vsem ostalemu, je njegova prva stvar, ki se je mogel naučiti, je pisava vseh zdravnikov. Zakaj? Zato, ker zdravnik nakrca recept in mu ga da tam in on dobi ta recept. In potem on mora prebrati pogled pacienta, pogled ta recept in je to res naprav zdravilo, ni zdravilo in tako naprej. In njegova odločitev je končna. Se pa, ko on izda zdravilo, če ga je izdal napačnega, ne biti tako presenečen, ampak veliko smrti se zgodi zaradi predoziranja v bolnicah še zmeri danes, zato ker pač se zgodijo take napake. In zdaj, kako naj jaz tega kliničnega farmacevta zadanem v glavo z oglasom? To sem jaz, ko sem prišel, sem rekel, mi prodajamo njim. Ti lahko priješ in rečeš, kje bom našel portal. Ampak jaz vem, da te portali so večinoma v lasti farmacevtskih družb, prihajajo gor sicer, ampak ni nekaj, da bi prijelo, neki LinkedIn grup, ampak so bolj mrtve kot ne. In pa sem ugotovil, da edini način, ki je ta, da product owner od našega produkta, ki ima veliko nekega znanja,
začne generirati vsebino, ki jo ta farmacevt rabi. In to so različne vsebine, kako vzpodbuditi tim, katerih 6-7 napak najpogostejših, ki jih naredijo ljudje, ko prevzamejo tak software. Poslušajte tega kliničnega farmacevta, kako je on rešil svoje težave. Zdaj trenutno ljudi združujemo v svoj community, da se med sabo šerajo informacije tiste, ki uporabljajo naš software. Zdaj, gre za to, da samo skozi njega, in on si je dal svoj OKR, se pravi svoj Objective Key Results je dal, da njegova LinkedIn mreža bo vsak mesec rasla za 10 kvalitetnih kontaktov. Se pravi, zame je on gateway, kako mi jaz dal informacije naprej. Če bi zdaj dal oglaševanje Google na UK marketu e-prescribing, meni Google sploh ne spusti kampanje čez, ker je search range tako nizek, da bo rekel, nimaš tukaj, ni mesa. Pa verjetno se dotakne samo ene zelo redkih touch pointov med potential buyerji, če sploh se jih dotakneš in vami. Tle si zelo dobro izpostavil. Jaz se absolutno strinjam s pari zadevami. Prvo, kar je content, čeprav se povzema zdaj, content je pomemben. Content marketing in generiranje vsebine in thought leadership in posledično pozicioniranje skozi kvalitetno vsebino je pomemben. Second je, v B2B-ju večinoma govorimo o zelo specializiranih storitvah, produktih in je težko ali skoraj nemogoče, da bo agencija to zunanje pisala. Lahko pa agencija pomaga pri, kako se tega lotiti, voditi proces. In tretjo, kar si sam poudaril izziv, in to se mi zdi, da je v veličini podjetij, je, kako pripraviti zdaj interne kadre, da bodo dejansko producirali te konte. Tukaj agencija lahko pomaga. Jaz jo vidim agencijo, se pravi v tem, da pomaga sestaviti strategy, pomaga narediti awareness pri ključnih ljudeh, da razumejo, da LinkedIn oglas ali pa LinkedIn post ni nekaj, kar lajkaš, ampak je dejansko strategy, ki ti pripelje na koncu in je razlika. Mogoče 3 šerje so razlika med tem, ali boš zaslužil par 100 tisoč evrov ali jih ne boš danes. In tretja stvar, ki agencija lahko pomaga pri tem, moraš razumeti, jaz sem 5 let na betru. In ko jaz nekaj stvari razlagam, vsi že reče, pa kaj si ti že 5 let, isto govori, vse imaš prav, ampak nam se ne da več poslušati. Ko pa pride nekdo agencijski zunanji na sestanek in pač pove iste stvari, reče, pa se to ti nam razlagaš, valjda moramo to narediti, to je pa res prihodnost. Zdaj, ker ljudje smo tako navajeni in zdaj stvar je na nas samo, da mi kot marketing tim štekamo in rečemo, to je to, se pravi, mi moramo svoje stvari peljati naprej, moramo biti močni v tem, ampak dajmo si najti zunanjo pomoč, da nam pomaga to speljati, zato da dobimo na drugi strani ljudi, ki bo rekel, mislim, ker vodstvo, tudi pri meni, jaz sem izgubil točke, jaz vem, da sem jih izgubil, ker če sem jaz prišel, pa je direktor rekel, da ti napišem blog, pa sem se rekel, ne bom ga napisal, to ni normalna reakcija, ampak jaz sem to naredil, ker hočem zelo dobro tej firmi, in tudi on razume, da hočem zelo dobro firmi, ampak ko je prišla zunanja agencija in ko so oni začeli govoriti, je bil streamline komunikacija oziroma vsebina je bila enaka, ampak streamline je drugi in ljudje so zaštekli in so rekli, so rekli, Madonna, to je pa res moramo prijeti in so takrat razumeli in pri nas je ta premik, ta premik je zelo pomemben, zato ker mi vsi imamo, vsi marketingaši, in to jaz vedno vidim, ker tudi sam pridem kot svetovalec nekje zraven, imamo ta zaščitniški sindrom, ker rečemo, zdaj bo zunanji prišli, pa bo rekel, kaj jaz narobe delam, pa tako naprej. Jaz ful vabim ljudi zunanje, da pride, ko ne reče, bi prišel k nam, pride najprej povedati, tako vsi delamo za dobro. To ne bo, tudi če bo nekdo prišel po meni in rekel, jaz delam nekaj slabše, to je samo moja priložnost za growth in za moj rast. Jaz bom nek nov princip bom sogovornika. Ta del se mi zdi ključnega pomembno. Ok, zdaj se le na vsebinskem marketingu. Poleg vsebinskega marketinga, kaj misliš so ključne, recimo, kateri so ključni digitalni kanali ali pa druge ostale digitalne aktivnosti, ki misliš, da jih je treba uvesti in misliš, da deluje? Ja, mislim, jaz bom tako povedal, mi smo znaša najprej, nas so webinari prinesli definitivno, še zdaj nosijo. Nam recordingi še zdaj nosijo lide not. Morate razumeti, pri nas lidi, mi imamo 10 lidov na mesec, pri nas niso številke enormne, nas so številke ful manjše. Mogoče eno vprašanje, ker sem hotel ti pol vprašati, ampak si že začel odgovarjati na to. Kakšen rezultat ti pričakovati? Če začneš zdaj digitalu, pa dam x evrov v marketing, a to pričakovati 10 lidov ali lahko 100 ali jih pričakujem 1000 na mesec? Mislim, zdaj odvisno od narave posla. Če imaš ti zelo transakcijski posel, se pravi potem v takem... B2B sva, saj veš. B2B, ampak pri B2B je tako. Jaz mislim, da vsak lead, sploh pa zdaj v teh časih, je vsak lead za ga dejansko virtualno objekt, če ga še moraš fizično in dejansko z njim probati nurturing in ga peljati naprej, kar se maksimalno da.
Zdaj, vsebine so, mislim, način, kako je različen. Zdaj, jaz jim povedal čist naš test. Se pravi, mi smo z webinarji resnično naredili največji premik in se nam je konkretno ustavil zaradi tega, ker smo preobremenjevali iste ljudi, ki so bili že obremenjeni, se pravi, te product ownerje in vse ostale, ki so bili obremenjeni že s projekti, še s tem, da nam delajo vsebino. Se pravi, zdaj mi to spet se pogovarjamo in iteriramo po svojem, ampak to bomo mogli in to vemo, da moramo začeti delati, da si bomo širili. Okay. Druga stvar, ki smo jo testirali, bila ful dobra, je bil chatbot. Okay? Na naši strani smo imeli chatbota, izredno dobra kombinacija je vse, ampak ugotovili smo, da ljudje, ki pridejo na chatbota, njihova tendenca je takojšnja rešitev. Spravi, zahtevali so od nas, ok, cool, mene zanima, kaj imate platformo, aha, super, ok, ali lahko dobim nek demo mode, jaz smo dali demo mode, ok, jaz bi rad to začel za testiranje in tukaj se ustavljamo. Ker pri nas, mi zdaj prihajamo v cloud, pri podatkih je seveda tako, da v cloudu ne radi shranjujemo katerekoli podatke, sploh pa ne zdravstvene podatke od nekih ljudi, se pravi, to imajo rade bolj na svojih serverjih varno, zaprto v največjih kleti in tako naprej. Tako da zdaj te stvari se premikajo tudi v to, da bo nekako na cloudu to obstajalo, ampak takrat, če nismo bili redi za cloud. In smo v bistvu po 7 mesecih chatbota ugotovili, da lidi so nori, ne? To je letelo non-stop, veš, to so bili koli čez 15 minut, si kar imel klic, si imel že kar ponudbo, si lahko že kar poslal in vse, ampak je naš offering bil tak, da v bistvu tem ljudem niso mogli takoj zadovoljiti s tem, kar so oni želeli, in smo potem to iz tega naslova ugasnili, smo rekli, to nima nobenega smisla. Tretja stvar, ki je, so sigurno mailingi pa rast, se pravi nekaj generično, se pravi pošiljanje mailov, segmentirane maile in tako naprej. In zadnje, definitivno, kar jaz najbolj govorim skozi, in to je to, se pravi social media, v smislu, se pravi LinkedIna, vseh teh orodij. Res, ko se pogovarjam z ljudmi in ugotavljam tako malo v smehu tudi, ne, večina trigger za to, da bi si kupili LinkedIn premium za tega, da vejo, kdo jim profil gleda. Ampak realnost tam noter imaš recimo vse navigatorje, imaš ful veliko funkcionalnosti, ki so zelo dobre, se pravi, če je segmentacija noter dela, dobiš 4 zavihke. Prvi je, se pravi, kateri so tvoji kontakti tvoji, drugi je, kateri so kontakti v tvoji mreži, se pravi, kdo te lahko referencira k tem ljudem. Tretji so v bistvu ljudje, ki so v zadnjih 3 mesecih zmenili službo, in četrti zavihek je, kaj so ti ljudje objavili. In znamo teh zavihkov, najpomembnejši zavihek je tretji zavihek. Zakaj? Zdaj, ker v B2B-ju moraš vedeti, da v bistvu so neke spone in neke relacije že dejansko narejene. Če jaz zdaj targetiram tehničnega direktorja bolnice, ki je 7 let na delovnem mestu v bolnici, enostavno meni je že jasno, da on ima čisto druge probleme in on noče z mano poslušati, kaj bom jaz njemu rešil za eno težavo. Tisti tehnični direktor, ki je pa v zadnjih 3 mesecih zamenjal job, kar pomeni, da je 3 mesece zdaj na novem delovnem mestu, on je moj target. Zakaj? Ker on ima pa mandat stvari spremeniti. On pa more obrniti, se pravi, neke zadeve. In zdaj to je tako, če bi jaz iskal, katerikoli B2B, če bi zdaj iskal nabavnega direktorja, jaz bi šel panoga, pogledaj, kdo so nabavni direktorji, kdo je v 3 mesecih zamenjal službo. Tisti, ki je v 3 mesecih zamenjal službo, bi jaz šel na njega direktno, seveda z različnimi pristopi, ampak s tem, jaz sem lahko tvoj spomenik, jaz sem lahko tvoja največja sprememba, jaz sem lahko tvoja jaz mi imamo to, pa to, pa to, pa to. In on ima mandat, in on ima željo razhajkati stare veze, stare pogodbe in vse ostale stvari. Nekdo, ki je 7 let tam, njega targetirati in mu govoriti, mi imamo tukaj full dober software, long run, full težko, mislim, bo, ampak rabiš enih sil in vsega ostalega. Tako da, to so neke stvari, ki jih mi dejansko uporabljamo zelo v različnih parametrih, ampak nekako se tega vsega poslužujemo. Je pa content definitivno prihodnost, katero bo treba. Naše ime je better. Samo deva SEO optimizacije pogledati. Mislim, jaz v Wikipediji ne bom nikoli prehitil, nobenega ne bom prehitil z better SEO optimizacijo, ne? Ampak z vsebinskimi stvarmi, se pravi, z vsebinskimi nekimi pillar page, se pravi, page, ki nagovarjajo, tam pa lahko zmagam. In samo z vsebino. Ne skakati z ne vem če, ampak vsebina in sam šopati in producirati. Prvi webinar bo okoren, ko satana, ampak tam naprej počasi s feedbacki se potem to izboljša in gre naprej. Ne išči perfekcije, sam začni. To je ključen message, ki ga imamo. Ja, in to zelo dobro tudi odgovarja na eno anketo. Se pravi, recesija se je napovedovala že par četrtletij, že konec lanskega leta, ko so bile različne raziskave, se je večina B2B kupcev je rekla, da jih skrbi, kaj bo, da je zaskrbljenost v podjetjih, in da bodo pri sprejemanju nakupnih odločitev potrebovali več informacij o produktih. In jaz mislim, da točno to, kar si zdaj povedal. Se pravi, na eni strani se COVID predstavil na digital, ampak to, vsebina, webinarji, vsebina, mailingi, to nagovarja točno ta strah.
Ali pa lahko potrebo, no? Ja, in zdaj ti bom povedal, veš, zato tukaj je ful tako resnično pomembno sodelovanje med prodajo in marketingom. Zato v B2C je jasno, da je prodaja marketing eno. Zdaj, če je sell online, pomeni, da unka pripelje čez oglas nekoga noter in čez UX enostavno je tudi odgovoren za to, ni marketingaš, na koncu prodajalec kanal njegove online prodaje. Ampak, če gledaš pa B2B, tako kot si ti samo omenil, mi večinoma delamo product descriptione, PDF-je in dajemo prodaji in case studije v A4 formatih, ki jih noben ne prebere, ker je font 12 in ti kar slabo rata, ki vidiš, kako je in kar vrže stran. In zdaj greva ta korak čez, se pravi, kaj se zgodi, kje failamo? Failamo v tem, da prodaja pelje nek svoj proces in v bistvu ga ne usklajuje z marketingom. In zdaj ti bom jaz razložil, jaz skozi govorim o tem konceptu, skozi razlagam in ga hočem čim bolj poriniti naprej, zdaj, ker se mi zdi krušal za to, da marketing rata strateški. In ta koncept je naslednji. Marketing budžet bi mogel obstajati v denarju, se pravi 150.000 evrov na leto, 50.000, 500.000, kakorkoli na leto v denarju, za dogodke, za karkoli že, in milijoni neki v popustih. Okay? In zdaj, kadar prodaja začne strateško usklajevati stranko, in reče, naš izdelek stane 2 milijona evrov, on pa reče, stari, nimam 2 milijona evrov, milijon pa pol imam, 500 mi dej popusta, ker tudi tu nimajo popusti in vse. Mi vemo, da bo naša prodaja 500 evrov popusta dala. Nam je to jasno, ker hoče del zaključiti. Tukaj noter mora prijeti marketing, ker v tistem momentu prodaja mora reči, mi lahko damo samo 15% popusta, 35% popusta bomo pobrali pa iz marketing budžeta. Okay? In bo rekel, skjerkoli sam, da imam 500 evrov popusta, ni panike. In ti rečeš, super, priješ tja in prije marketing človek zraven in se začne pogovarjati o tako imenovanem marketinškem členu, ki pride v pogodbo. In ta marketinški člen opredeljuje, da za ta popust želimo CEOTA, da gre na konferenco in predstavi, kakšna je naša implementacija rešitev Gordo. Želimo 2 webinarja z CEOTom in z tehničnim direktorjem, saj v našem primeru lahko z nabavnim direktorjem, s komorkoli že, kako smo mi pomagali nekaj narediti v procesu. Mi zvetamo, mi pogledamo, koliko so v socialnih medijih močni njihov CEO na LinkedInu, na Twitterju, naš kanal je tudi Twitter, se pravi na LinkedInu, na Twitterju, pogledamo, koliko so močni in v pogodbo opredelimo, da ko bomo mi rekli, bo CEO retweetal neko stvar oziroma v nas napisal te stvari. Zdaj, kaj se zgodi? To rata predmet pogodbe, se pravi neke pogodbe. Ljudje na drugi strani stranke, takrat, ker hočejo tistih 350 evrov, 1000 evrov popusta, na to pristanejo. In rečejo, valjda, se tukaj sam pogaži, če ja bom njih 5 tweetov, bom že naredil. Super. Kaj se zgodi nam v marketingu? Mi kar naenkrat dobimo eno goro assetov. Prvič dobimo, na konferenco ne pošljemo več našega CEOta, ampak stranko, ki bo govorila o nas, ker vemo, da je najmočnejši možnost, se pravi reklama. 2 webinarja, samo zmenili se bomo za datum, pogodbeno morajo to z nami speljati in govoriti v redu, tako kot se zagre. Toliko tweetov, toliko case studijev, toliko vsega. Marketing, če ni vključen v tem procesu, ko je konc dela, prvič ne ve, zakaj je šel deal, ne ve, s kom smo naredili, deal pride k njim na mizo in on reče, napišite hiter press release, zdaj ne treba dati ven, že zamujamo 2 tedna. Kdaj smo podpisali pogodbo, prejšnji teden, kako da mi nič ne vemo, skratka, mi smo skozi neki zamudi in v neki paniki. In drugo, kar je, potem mi stopimo in rečemo, zakaj z tega naredimo case study, pokličite jih. In kaj se nam zgodi? Oni reče, stari, napiši ti neki testimonial, tu imaš sliko z LinkedIna, pa reče, da sem jaz to rekel, to je pa to. Ali pa ga nikoli ne potrebijo, ali pa jih čakaš. Če to uspeš narediti, če imaš 7 dealov ali pa 5 dealov na let, dobiš 5 nastopov na konferencah od direktorjev, drugih direktorjev, 10 webinarjev, se pravi vsak mesec en webinar na to temo, 500 tweetov ali pa 70 tweetov tujcev oziroma drugih ljudi o tebi, toliko in toliko LinkedIn postov od drugih lastnikov in firm o tebi, skratka, se ti kar začne sestavljati content. Če si pa ti oddaljen otok stran, stari pol je pa ta bojna mlina, ki ga imamo vsi zdaj in trpimo in govorimo, da ne moramo. In tudi prodaje potem upravičeno reče, ni dodana vrednosti v marketingu. Stari ne gre. Pač marketing samo dela tam nekaj, to je brez veze, event nam organizira. Odličen si bil, malo nam zmanjkuje časa, ampak ne bom te še spustil. Zadnje vprašanje z moje strani, Maga Žileja, omenila mogoče to tematiko. Pokrila se ogromno področji, kar naenkrat so ugotovila klasični B2B, tradicionalni marketing, se mogo ful spremeniti. Ja. Početi bomo imeli nove zadeve itd. Ne vaša še enkrat kaj, ker smo jih zdaj naštevali, ampak vprašanje moje zate je, kakšne kompetence moramo razviti v ekipi, v podjetju, da bomo lahko sploh vse to delali, kar si danes govoril? Ja,
Zdaj tako je. Ne? Jaz mislim, da vsak, ki se bo, bom probal čim krajše, zdaj, ker nam res manjka časa, ampak primarno bo vsak mogel razumeti, da je v sebi tudi marketingaš, ki bo to porinil naprej. Se pravi, ni več tega razslojevanja, vsi smo ratali zdaj eno, vedno bolj smo speti in moramo iteracijsko delati. Agilno, iteracijsko, se pravi testirati vsi skupaj. Tudi prodaja mora vedeti, ali funkcionira, ne funkcionira nek test, mora razumeti, kakšen impact na email in kakšen ne. Skratka, tako prodaja bo mogla razumeti, kaj počne marketing in razumeti osnovno bit tega, kot marketing bo mogel razumeti kompletni prodajni proces, da bo vedel, kje fitati noter in pomagati naprej. Ta dva svetova se bota vedno bolj prelila skupaj, bota postala enoten del, s tem, da zelo zraven prihajajo tudi product ownerji, se pravi ljudje, ki v bistvu vsebinsko znajo stvari, zdaj, ker enostavno bojo morali ljudje v bistvu v tej smeri veliko več narediti. Se pravi, mi klasični, samo to, da pišemo neke poste, ki nima nobene veze, ne bojo šli več naprej, tako kot sinhrono bojo mogli vsi, ki delajo na LinkedInu, se pravi, sinhrono delati z podjetjem in z ostalimi stvarmi. Tako da tukaj mislim, da bo pač potrebno, mi marketingaši bomo mogli v glavah veliko več poznati o sami domeni, v kateri delamo in ne samo v domeni marketinga, v domeni, v kateri delamo, v domeni, se pravi, v psihologiji kupca na drugi strani v temu, tako kot bo mogla prodaja in ostali razumeti, kaj mi počnemo. Tako se bo zgodil nek fusion tega. Kompetence, se pravi, tisto, kar mi imamo, bomo mogli na njih prenesti in obratno bomo oni mogli na nas prenesti. Velja. Ok, hitro še eno vprašanje ste dobila, v enem stavku odgovor. Urška sprašuje, kaj je tvoj must know /do/ sales growth marketinški stack? Sales growth marketing stack, kaj mora biti noter? Ja, v bistvu, kar se tega tiče tako, ljudem, zdaj to je zelo vprašanje, challenger sales, se pravi, prodajalec mora biti najprej nekdo, ki zna predstaviti zelo široko stvari, delati v tej smeri, marketingaš mora biti nekdo, ki ga mora podpreti in mu na tej poti pomagati in mu odpirati nove poti. V ozadju so poslovni modeli, ki jih mora marketingaš obvladati in pomagati prodaji, jih pivotirati, narediti, obrniti, razložiti, ne pa reči, vi boste pripravili, mi pa pol dali naprej in šimfati. Skratka, gre celoten growth mindset deluje na temu, da ti delaš, na temu, da testiraš in da skupaj ustrajaš na temu, ne da se ti neke stvari naučiš in potem od tukaj naprej predavaš drugim ljudem, ampak da vsi skupaj se naučimo in gremo naprej. Tako da ta stack je, se pravi, združevanje obojih znanj skupaj oziroma več znanj skupaj in v bistvu porivanje to naprej kot enotna iteracijska cross-functional ekipa, ne pa več samostojno nosilo vsi. Super ti tole povedal in jaz se strinjam absolutno, prenos znanja interno v podjetju in tudi med vsemi zunanjimi deležniki, med agencijami in podjetji, pa tako, kot zdaj delamo, se pravi pogovori, to je en glavnih ključnih dejavnikov za dober napredek. Zmanjkalo je časa, super si bil, ampak z B2B-ov mi nismo končali. Mi pripravljamo serijo prav za B2B ločeno, za B2B eksport in B2C eksport, ki jo bomo v juniju lansirali, tako da več o tem kmalu objavljamo na spletno stran, tako da bo serija webinarjev bolj poglobljenih vsem, kar se danes tudi govorila, še sledila. Tako da še enkrat hvala, Jaka, da si bil z nami, hvala vsem slušateljem, kako sva rekla, udeležencem, tako. Da ste bili z nami, upam, da ste izvedeli veliko novega in se vidimo prihodnji teden. Hvala. Hvala, živijo, čau.